V knjižnici vedno najdemo in si poiščemo knjigo, ki jo v tistem trenutku potrebujemo v svojem življenju. V knjižnici vedno sedim na istem mestu. Srečam prijatelje in znance. Najdem to, kar iščem. Najdem zgodbo. Ni nujno, da med policami, ampak jo najdem. Najprej zaidem v čitalnico. Pogledam levo od pulta, katere knjige so si sposodili drugi. Knjige so pa tako. Vsi pravimo, da so naše prijateljice, jaz pa pravim, da so lahko tudi naše žene. Saj gremo z njimi lahko tudi v posteljo. A veste kaj? Branje, to je okno v svet. Širijo se ti obzorja na vse strani. Če bereš, tudi lahko svojim vnukom marsikaj pripoveduješ. Ko moramo vzgajati mlade bralce, ko gre iz roda v rod. Ne vem, midva imava vsakdanjo rutino in bereva najmanj pol ure zvečer, pa pol še čez dan kakšno knjigico, ko pride z vrtca. Tako da, ja, to je tako, ko sem neka goveja juha, ko gre iz roda v rod, gre tudi branje iz roda v rod. Imamo veliko knjige doma in sta zelo vesela, da prideta tukaj. In tudi pravnična soba je super za otroke. To je top za lahko izberemo knjige, potem gremo tam, malo igrati. In tudi smo imeli angleške pravljice v pravnična soba. Katero knjigo pa ti najraje bereš? Pasimos. Lihihko snegu. Majhno težavo imam, je rekel medved. Oliver se je igral z očetom, kaj pa skrivaj z loptom je vprašal. Ja, želim si, da ko malo odraste, da vsak vzame svojo knjigo, da on bere svoje, jaz berem svoje. To, kad to doseževa, bo to vrhunec, bo to nekaj super stvar. Kot starš spodbujam bralne navade in pričakujem od otrok, da vsako tedensko vzameta knjigo v roke, kljub obveznostim, ki so v šoli. Ja, jaz rad berem, zato ker branje me pomirja. Kot hobi, pa tudi zato, da se izobražujem. Vzgojila so me s tem, da smo po televiziji gledali nadaljevanke, Umori na podeželju, Poirot, Miss Marple in potem se mi je zdelo tako naslednja stopnja tega, da potem jaz dejansko preberem te stvari. Kot majhna sem ful brala. Pa v bistvu s tem, ko sem šla na gimnazijo, sem na to malo kar pozabila. Nisem več toliko brala v prostem času ali pa za užitek, ampak samo tisto, kar je bilo treba. Branje, kakor ga jaz doživljam v zadnjem obdobju svojega življenja, je v bistvu profesionalno branje. Ni toliko branje za užitek, kot je branje za to, da nekaj napišem oziroma da se nekaj naučim. Sposodila sem si učbenik za literarno teorijo, za faks. In noter je bilo spodbudno sporočilce. Je sporočil, da tudi to mine. In potem sem, ko sem vrnila učbenik, tudi sama noter postila, sicer malo drugačno sporočilce, ampak da je to šlo naprej, pa da je komu pomagalo. Potrebujemo knjižnico, potrebujemo knjige, potrebujemo branje, potrebujemo izobraževanje, ali na tak način lahko kot narod tudi obstanemo. Branje odpira neštete svetove, no, ne zgolj v knjigah, ampak še vse povsod, tudi na spletu, vsej, če ne zmoreš prebrati oziroma razumeti prebranega, kako boš razumel svet okrog sebe. Se pravi, da nekdo zmore prebrati tudi malo bolj kompleksno besedilo od Facebook statusa ali pa Twittera. In ga tudi zapisati. No? In sicer se lahko človek resnično iz posamičnih zgodb nekaj nauči,
prvič potuje po krajih, v katerih še ni bil in nikoli ne bo. Drugič se lahko nauči iz opisa medsebojnih odnosov, do katerih on sam zavzema svoje stališče. Marsikaj. In v bralnem klubu se širijo naša pričakovanja, naša vzorja. Posežemo po knjigi, po raznovrstni knjigi. Izmenjujemo mnenja in prijateljujemo. Prebirali smo knjige italijanske književnosti in ena med njimi tudi Petrarkove pesmi oziroma soneti. Potem sem jaz rekel sam pri sebi, a ne bilo fajn, če bi jaz probal prvič sonetno obliko verza in drugič vsebinsko malo posodobiti to vsebino, ki jo Petrarka opisuje. Zato sem tudi sam napisal eno pesem, ki ima naslov Petrarka, Laura in jaz. Potem, ki je prinesel ta sonet, je pa rekel, a veš, iz sebe sem zbrskal nekaj, kar sploh nisem vedel, da imam v sebi. Pozneje sem na svojih poteh srečaval laure, takšne in drugačne, vseh vrst, poštene in zvijačne, kar stvaril jih je Bog, ko mu je šlo na smeh. Saj vsaki dal sem in ji nekaj vzel, kot popr sol, ki jed napravi slastno, saj niga, ki se ne bi vnel, če iz očite njenih žge ljubezni plamen in amor je s puščico te zadev. Najbolj mi je všeč to, da lahko v neskončnosti možnosti najdem nekaj zase. Najbolje mi je všeč to, da je v knjižnici veliko knjig. Da se v knjižnici vedno nekaj dogaja. Imam tako pestro izbiro. Da lahko res prosto izbiram. Da je knjižnica namenjena nam. Da je knjižnica primerno umeščena v prostor. Velikokrat najdeš tudi tisto, kar nisi iskal, ko si prišel. Stavba same knjižnice je v bistvu eno zatočišče za študenta na začetku, potem za enega razvijajočega se intelektualca in na koncu tudi za praktika. Knjižnica zame pomeni seveda možnost dostopa do teh novih, drugačnih, zanimivih zgodb. To je mnogo več kot zgolj izposojevalnica knjig. Prihajam z veseljem v to hišo, zato ker je to hiša ne samo, da ima veliko knjig, kjer lahko izbiraš, ampak ima tudi zelo prijazne ljudi, ki jih srečaš v knjižnici. Knjižnica s knjigami ozavešča družbo, jo izobražuje in jo s tem izpopolnjuje. Recimo iz antike, kjer so bile knjižnice del telovadnic, če se sodobno izrazi. Se pravi, v hiši, kjer se je krepilo mišično maso, se je krepila tudi možganska masa hkrati. In mislim, da je to ena izmed pomembnih izhodišč, ki smo jih mogoče v sodobnosti pozabili. Meni se mogoče zdi čist samoumevno, da je družba znanja tista družba, ki si jo vsi želimo. To je boljša, bolj poštena, nam vsem prijaznejša družba. V knjižnici nikoli daleč. V knjižnici nikoli nam ni dolgčas. V knjižnici ni nikoli zame. Ne ostanem praznih rok. Nikoli ne govorimo glasno. Nimam telefona, ker ga pustim doma. Ne odidem brez komentarja. Zdravilišče za dušo. Znanje. Ta vonj po knjigah. Možnost izbire. Je okno v svet. Domišljija. Prosti čas. Raznolikost. Igranje. Znanost. Mir. Prihodnost.